jaz bi šel zdaj na medije, ki so govorili o moji kandidaturi. Torej, mediji torej so zadnja od nesvete trojice, zadnji element, torej poleg politike in cerkve, ki so bile že razkrinkane in že padle, tako rečeno, so zdaj še mediji, ki ljudje verjamejo, da mediji služijo resnici. In tisti, ki ima torej maso preko medijev, maso ljudstva, pol premika te sodbe in to neko misel. Aha, se ne sliši pravi. Se sliši. Se slišimo? Ja. Tako da en tak lep nasvet, ko imamo opravka z radijem in s temi mediji, svetujem, da zelo aktivno poslušamo. Ko namreč postanemo prejemniki, ampak zelo zavestni prejemniki, aktivni, se ne more več kar nakladati, ampak se začne trgati del programa in lahko zgolj kot poslušalci vplivamo brez magije, torej energijskega inženiringa, na vsebine, ki jih poslušamo. In torej sedaj smo v fazi božanskega nezadovoljstva. Ljudje prihajamo v to fazo božanskega nezadovoljstva in zato je to naša energija, zagon sprememb. Glede moje kandidature, torej nisem niti lev, niti desen, govorimo in o skupni delitvi virov dobrin, ki je torej komunistična neka vizija, in govorimo o Kristusu, ki je torej ta bela varianta, in tako da imamo nek Kristusovo komunstvo, torej Bog je, ni kakor komunizem, ki je zanikal Boga zaradi Marksa, ki je zaradi cerkve, ki je cerkev ga tako sprevrgla pogled, percepcijo glede Boga. In torej pali v pomanjkanje duhovnosti in so bili tisti, ki so bili na vrhu komunizma, so rekli, aha, mi smo zdaj pa vrh evolucije, mi smo zdaj bogovi. In noben ni nad nami, ki nas bi nadziral, torej so lahko mi igramo lutkarje. To je ta rdeči zmaj, mu rečejo tudi komunizmu. V glavnem, kakor sem prej omenil, mediji in politika, torej tisti, ki služijo materiji, gospodom materije, imajo programe. Tisti, ki v duhovnem svetu pa se imajo načrte. Tako da sam nimam programa kot predsednik, ampak sem naredil načrt. Začel sem kot najstnik in je pripravljen, čaka na sodelavce. Torej, kako je nastala matrica, ki smo jo videli v filmih? Filmi so, ko sem videl, so prišli ven, sem bil zelo vesel, ko sem videl, evo, končno bo pokazano ljudem, zakaj se gre. Čeprav večinoma so seveda verjeli, da je za fikcijo. Ampak, kako reče Mark Twain, resnica je čudnejša kot katerakoli fikcija. Resnica na zemlji, dogajanje na zemlji. Tako da, ko se posvečenci učijo in raste zavest, torej cela kreacija, stvarstvo visi na zaupanju. In torej, ko posvečenci, učenci modrosti, ko rastejo in ko pridejo do zavedanja, do spoznanja, ko torej vstopijo čez ta portal Kristusove zavesti in vidijo, da pravzaprav vse oni sami kreirajo, da vse v bistvu izhaja iz nas, se potem nekateri, torej oblasti željni ali tako naprej, ne grejo več za Kristusom naprej, ampak se obrnejo in uporabijo to matrico, to mrežo, da prekrijejo svet z njo. In se igrajo lutkarje, in se igračka človeštvom in uporabljajo pač take težke karme.
Tako. Ja, to je ta faza volka. Torej, volk, ko se kali, ne, preden pride do ovčarja, je na tej preizkušnji, ali bo služil torej, sebi, ali bo služil kolektivnemu jazu, ne, ali individualnemu jazu. Tako da torej, matrica se ponavadi uporablja za to posvetno sceno, za umetno sceno, medtem ko božjemu načrtu pa rečem tudi matrika, to je ta pravilna načrt, ki je postavljen, hologram, če hočete, kreacije, v katerega se da tapkati in krepiti to kreacijo. Tako da ne, torej Zemlja, zgodovina Zemlje je veliko daljša in spektakularna, veliko bolj, kakor si ljudje lahko mislijo. Torej, pred ljudmi človeki so bili še drugi ljudje obstajali. V glavnem, ljudje človeki so bili, baje čez 5 faz smo šli. Prva je bila neotipljiva, druga je bila v telesih zlate luči živela, ne, odkjer Jezus prihaja. Potem je pa prva fizična rasa, lemurijska rasa, ki je razvijala fizično telo človeka, potem je bila atlantitska rasa, ki je razvijala astralno telo, torej čustveno željno, hrepenensko telo, in potem smo mi tretja rasa, najkrajši živeča arijska rasa, dejansko, ja, ki razvijamo mentalno telo, torej In torej lahko vidimo kot negativno, kot matrico, a ne, torej matrico kreacije, oziroma materialno ga tako vidimo, ne, uporabno. Lahko pa se tudi v bistvu kaže kot sveti duh, ker torej kot matrica kreacije je sestavljena iz mreža misli, idej in tako naprej. Na sredi tega te matrice je deblo evolucije, drevo življenja, če hočete. Gor je pozitivna nabitost, torej nek mental, spodaj negativna nabitost, astral, na sredi je srce. In ko se oglasimo z občutke v srcu, lahko izkusimo naravno nedolžnost in tukaj se zavest lahko razširi v neskončnost. Kadarkoli se istovetimo z neko idejo, postanemo poosebitev te ideje in gremo iz debla v vejo, in če to nimamo nenavezanosti, se pride do trpljenja. Zato je bistvena nenavezanost, da ohranimo zavest v steblu, kjer je torej ljubezen. In se lahko igramo v različne personifikacije, ampak zavest ohranjamo v steblu. Tako da vam lahko še eno tak hacking ego istovetenja povem, tem rečem kar zdaj L zavest, L. Tako da ljubljenje neprestano poteka, ne? Ljubljenje je univerzalni proces in lahko postanemo nemudoma priča, da se zavedamo, a ne, kako od zgoraj čez naše srce se izvaja to ljubljenje in ljubimo to ljubljenje in gre ego avtomatsko razpade in smo priče. Tako da sedaj Zemlja, mama Zemlja, torej se zaveda, a ne, kakor tudi nekateri od nas, se zavedamo ušivosti naše necivilizacije. Tako da lahko pomagamo mami Zemlji, da se otrese ušivosti. Mislim, da imamo dovolj informacij, znanja, da gremo naprej in da se ne trpinčimo več mame Zemlje. Tako da povežemo se, drugič bom povedal torej več o teh sedlih, kako se torej predsednik drži, da lahko predsednikuje vsakdo.